Leta 2005 sta bila v Kranju odkrita poznoantična lamelna oklepa, zraven njiju pa posebno kopjasto orožje Ango. Vsi trije predmeti so pomembni, ker so elitna vojaška oprema vojščakov 6. stoletja, predvsem druge polovice 6. stoletja. Hkrati so tudi statusni simbol tedanje družbene in vojaške elite. Lamelna oklepa predvsem bizantinskih vojaških dostojanstvenikov, pa tudi pripadnikov germanskih ljudstev, ki so živela v sosedstvu Bizantinskega cesarstva. Vse te najdbe potrjujejo izjemen pomen in strateško vlogo Karnija, predhodnika Kranja v tem času. Lamelna oklepa pa sta pomembna tudi kot arheološki najdbi po materialni plati, saj je v vsej Evropi ohranjenih le 7 lamelnih oklepov v takem obsegu kot oklepa iz Kranja. V Sloveniji poznoantične lamelne oklepe iz druge polovice 6. stoletja poznamo z 7 arheoloških najdišč. 2 oklepa iz Kranja, 5 pa še z poznoantičnih utrjenih višinskih naselij. Oklepa iz Kranja sta ohranjena skoraj v celoti, z drugih najdišč pa poznamo le posamezne lamele ali delce lamel. Na teh najdiščih lahko najdbe lamelnih oklepov povezujemo bodisi z bizantinskimi vojaškimi dostojanstveniki, bodisi s pripadniki germanske elite. Nahajamo se na prostoru nekdanjega tako imenovanega Knedlovega vrta, kot je Kranjčanom bolj poznan. In tu so bile v letu 2006 najdene izjemno zanimive in pomembne arheološke najdbe. Najbolj od vseh izstopata seveda oba lamelna oklepa. No in prostor, v katerem sta bila najdena, je obsegal površino med zunanjim obzidjem, ki je še danes vidno in katerega spodnji del je še iz pozne antike, se pravi iz sredine 6. stoletja, in notranjo linijo zgodnje antičnega obzidja. Ta prostor so takrat v sredini 6. stoletja prekrili z estrihom in na površini tega estriha smo potem leta 2006 v tej kampanji, ki je bila posvečena predvsem obnovi obzidja, našli te pomembne najdbe, ki Kranj postavljajo, bi rekel, na zemljevid arheološke Evrope kot enega najpomembnejših centrov Frankov in Alamanov v času njihovega razcveta sredi 6. stoletja. Lamelni oklep iz Kranja, ki je bil že konzerviran, je bil sestavljen iz 6 nizov podolgovatih železnih ploščic, tako imenovanih lamel. Lamele so bile 2 različnih dolžin, 17 in 10 centimetrov. Krajše lamele so sestavljale vrhnji, krajši niz, preostale lamele pa so bile razporejene v 5 daljših nizov. Za razstavo smo izdelali tudi rekonstrukcijo lamelnega oklepa iz Kranja, tistega, ki je bil že konzerviran. Zato smo najprej s pomočjo analogij ugotovili, kako je bil oklep nekdaj sešit. Nato pa smo dali izdelati sestavne dele. Oklep smo šivali približno 70 ur. Z materiali, ki smo jih izbrali, smo se poskušali približati nekdanjemu izgledu oklepa, nismo pa uporabili enakih tehnik izdelave. Poznoantični oklepi so bili namreč kovani, ploščice so bile kovane, mi pa smo uporabili sodobne tehnologije. Lamele imajo luknjice in so bile s pomočjo ozkih usnjenih jermenov skozi te luknjice sešite v nize, posamezne nize. Spodnje 3 vrste oklepa na sredini niso bile sešite, da je nastal razporek. Nizi lamel so bili nato obrobljeni z usnjenim trakom.
Dokončani nizi pa so bili nato med seboj sestavljeni na ta način, da so bili obešeni drug na drugega, prav tako z ozkim usnjenim jarmenom. Vez med posameznimi nizi pa je ostala gibljiva, da se oklep ob gibanju prilagajal. Oklep smo tudi preizkusili na telesu. Ob tem se je izkazalo, da je zelo gibljiv, sploh ni tog, in da se lepo prilagaja telesu v različnih položajih. Prav ta način sestavljanja oklepa, da se nizi prikrivajo od spodaj navzgor, omogoča namreč, da se oklep prilagodi različnim položajem telesa. V Evropi poznamo dele in delce približno 100 poznoantičnih lamelnih oklepov, odkriti pa so bili na približno 80 najdiščih, vse od Kavkaza na vzhodu do Španije na zahodu. Zanimivo je to, da so bili na območju Bizantinskega cesarstva najdeni v naselbinskih plasteh, na območjih ljudstev, ki so živela v sosedstvu Bizantinskega cesarstva in so lamelne oklepe prevzela od Bizantincev, pa so deli lamelnih oklepov najdeni izključno v grobovih. Ob obeh oklepih je bilo odkrito tudi specialno orožje Frankov, tako imenovani ango. To je kopjasto orožje, sestavljeno iz dolge železne osti, ki ima na vrhu konico z zalustmi in pa dolgega lesenega držaja. Celotno orožje je tako merilo nekje med 2 in 3 metri. Bizantinski zgodovinar Agatias v sredini 6. stoletja precej podrobno in slikovito opisuje, kako so Franki to orožje uporabljali v boju. Lahko so ga metali, lahko so z njim suvali, v vsakem primeru je bilo smrtonosno. Zaradi zalusti je bila poškodba povzročena z angonom smrtna. Če pa se je ango zapičil v ščit, je napadenega tako močno oviral, da ga je lahko nasprotnik, to je Frank, onesposobil in pokončal z drugim orožjem, lahko s sekiro, lahko s sulico. Glede na ekskluzivno pripadnost tega kopjastega orožja angona Frankom oziroma njihovim zaveznikom Alamanom, lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da gre tukaj dejansko za prisotnost predstavnikov tega ljudstva v Kranju v sredini 6. stoletja. Sploh glede na to, da smo sledove teh dveh ljudstev, Frankov in Alamanov, našli seveda tudi na grobišču v Lajhu, ki je seveda dosti bolj poznano. No in če operiramo s tem podatkom, da imamo v sredini 6. stoletja v Kranju opraviti z Franki in Alamani, potem si zlahka prikličemo v spomin nekaj zgodovinskih dejstev iz tistega časa, ki so kljub seveda molku pisnih virov vendarle znana. Namreč Franki so takrat zaradi oslabljenega bizantinskega cesarstva izvršili dokaj globok prodor v jugovzhodne Alpe, tako da so v nekem obdobju celo ogrožali prehod bizantinske vojske v Italijo, kjer so se takrat zaključni boji opravljali med vzhodnimi Goti in Bizantinci. No in zgleda, da je bila ena od teh vojaških postojank, v katerih so se Franki in Alamani zadrževali in iz katerih so ogrožali interese Bizanca, ravno v Kranju. Ta grožnja Frankov oziroma njihovih zaveznikov Alamanov nasproti bizantinskemu cesarstvu je bila potem odpravljena z naselitvijo Langobardov, in Langobardi seveda so bili v tisti fazi bizantinski zavezniki in so na ta način Bizantinci lahko zopet vzpostavili svojo posest v Kranju, potem ko so seveda izrinili Franke in Alamane, o čemer seveda pa priča porušenje te trdnjavice, v kateri smo orožje našli, in nekaj puščičnih osti,
ki so bile očitno izstreljene v objekt.